Ali veš, kakšen bi bil svet, če bi v njem živelo 100 ljudi? 50 bi bilo žensk in 50 moških, 25 bi bilo otrok in 75 odraslih, 60 bi bilo Azijcev, 16 Afričanov, 10 Evropejcev, 14 prebivalcev obeh Amerik. Od 100 prebivalcev tega malega sveta jih 14 ne bi znalo brati in pisati. 22 ljudi ne bi imelo strehe nad glavo, ki bi jih ščitila pred vetrom in dežjem. En človek bi umiral od lakote. 11 ljudi bi bilo podhranjenih, 22 pa predebelih. 9 ljudi ne bi imelo dostopa do pitne vode, 11 bi jih moralo preživeti z €1,50 na dan. 193 držav sveta, članic Organizacije Združenih narodov, si je za leto 2030 zastavilo 17 ciljev, kako izboljšati življenje za vse ljudi na svetu. V svetu živi 7,5 milijarde ljudi in za boljši svet si moramo prizadevati vsi. Svetovne probleme lahko rešimo samo vsi skupaj. Deliti si moramo znanje, tehnologijo in denarna sredstva. Zaradi pandemije novega koronavirusa so številne države zelo prizadete in bolj kot kdajkoli prej je potrebno mednarodno sodelovanje, da bodo države lažje okrevale. Potrebna je solidarnost. Nekatere države sveta potrebujejo pomoč. Potrebujejo finančno pomoč in pravične trgovinske sporazume, ki jim bodo omogočali dostop do svetovnih trgov. Zlasti pa potrebujejo enakopraven dostop do znanosti, tehnologije in inovacij. Toda niso samo vlade tiste, ki morajo ukrepati. Vsak od nas mora po svojih močeh pomagati, da bo življenje boljše za vse in da bomo planet ohranili za prihodnje rodove. Prihodnost človeštva in Zemlje je v naših rokah. Je tudi v rokah vas, otrok, ki boste plamenico razvoja predali prihodnjim rodovom. Ne pozabi, vsako majhno dejanje šteje. Če isto stvar naredi 7 milijard ljudi, bo to spremenilo svet.